Kdaj bo prišla ladjica v mesto? Poglejte, mi smo, bom rekel, malo bili sami večji optimisti, kot je bilo primerno. Malo smo podcenjevali izjemno zahtevnost projekta. Jaz verjamem, da nam bo to mesto oprostilo tisti dan, ko bo ladjo videlo, da je to že sam pojava, oziroma velikost in pa oprema dokazujeta, da je to izjemno zahteven projekt. Ladje se danes v priznanih pristaniščih gradijo leta ali pa vsaj leto in več. Tako da to leto in nekaj malega, kar mi, bi rekel, gradimo v Beogradu to ladjo, ni pravzaprav noben poseben dolg časovni termin. Ladja je bila, pričakovali smo, da bo dogodek na Lentu. Žal, zgleda, da bomo nekoliko zamudili čas Lenta, smo ga pa res planirali kot eden od dogodkov na tej naši veliki prireditvi, kjer smo seveda tudi mi kot članski servis zelo močno kot sponzor prisotni. Vendar pa se pravi, ladjica je v zamudi, vendar pa z ozirom na to, kako velika stvar je ta projekt, pravzaprav bo kar hitro. Da je velika po velikosti, kako se bo to spustilo v Dravo, kako se bo to sploh naredilo? No, mislim, da bo to spektakl, ki se zna zgoditi tudi, da ga bojo kakšne svetovne agencije, ne samo slovenske, posnele. Spustili bi jo naj iz Koroškega mostu, kjer bi z velikimi dvigali to ladjo dvigli. Druge namreč ni mogoče te ladje spraviti v vodo. Dvigli to ladjo in jo preko roba Koroškega mostu spustili v reko Dravo. Se pravi, tako je planirano, seveda pa poseben logističen problem predstavlja sploh transport te velike ladje po cesti, kjer je drugače iz Srbije v Slovenijo sploh ne moremo spraviti. Pa bo Koroški most to zdržal, bo dovolj trden? Mi smo naročili posebne izračunave. Stvar je, bi rekel, na svoj način na meji možnosti, vendar pa strokovnjaki pravijo, da je ob posebnih predpripravah možno to veliko težo spraviti preko roba z velikimi dvigali in verjamemo seveda, da bo izračun korektn, da ne bomo, kot vidimo nekje na televiziji, včasih kdo tudi preko mosta poletel. Upamo, da naša ladja bo normalno spuščena v Dravo. Zdaj, če vas še vprašam, bo prišlo do kakšne ovire? Slišati je namreč, da se bo neka ograja spuščala, ko bo ladja šla pod Studenško brvjo? Torej, projekt te ladjice, ki je povezan s projektom Vlakca in pa kasneje tudi, upamo, v najkrajšem času z izgradnjo vodnega hotela na Dravi, kot enega od dogodkov Evropskega mesta kulture, torej, da bo to v tej povezavi, rekel se, tudi ta stvar uredila. Tako da ograja se bo morala spuščati, ker ladja je večjih dimenzij, kot je propustnost Koroške brvi. Zato je tudi narejena tako, da se bo, torej ograje se bojo spustile in to je stvar, kakršno počnejo recimo tudi na reki Nil, ko ladje iz spodnjega v zgornji del torej premeščajo, takrat morajo marsikaj na teh ladjah podreti, da lahko ta ladja gre preko tega Asuanskega jezu. Pa še tole, pogrešate vi kaj? Mislim, ta reka je plavna, je pa čist prazna, razen tu in tam splavarjev, pa mogoče kakega skuterja na vodi. No, mi verjamemo, da je to začetek oživljanja Drave. Imamo dokaj ambiciozne ideje. Kdo jih bo realiziral, je seveda druga stvar, da se Drava in pa tudi jezero na Dravi lahko izjemno kvalitetno oživi. Te stvari bi, lahko rečem, smo videli v Ameriki, v Kanadi in te stvari se dajo, bi rekel, preseliti tudi v Slovenijo brez posebne pameti. Vendar pa, se pravim, tukaj je seveda v Mariboru potrebno mnogo več, kajti več je tisti, ki nekako skušajo takšnim zgodbam nagajati, kot pa da bi skupaj stopili in te zgodbe naredili. Verjamem, da smo dovolj trmasti in pa predvsem dovolj predrzni, da bomo ne samo ladjo spustili s Koroškega mostu, ampak da bomo tudi naredili še kaj drugega.